Franci Bek je poudaril, da bi morali vnovič razmisliti o odškodninski odgovornosti vpletenih v posle z Ricom, saj gre res za velike zneske, ki nam bodo v občinskem proračunu primanjkovale letos in naslednje leto in še kakšno leto in 20 let. Kaj bo, če bo sodno bomo zgubili, če bomo na koncu gotovili, da bomo mogli se plačati? Verjetno bo proračun spet tisti, ki bo nosil, ne? Zaupam pravnemu oddelku mestne občine, da je to argumentacijo za spodbijanje pogodbe pripravil dober in da bomo na sodišču uspešni, če bomo le lahko bili. Ivan Gril je k odgovornosti pozval tudi koalicijske svetnike. Tukaj pa pozivam medije, da mogoče objavite seznam vseh tistih svetnikov, ki so takrat glasovali za podpis take pogodbe oziroma, da se ta zadeva ni prekila. Ivana Bukovca je zanimalo, ali se bo izgublja, ali se bo moglo še več plačati, ali se gre spet nekdo neko igro, da bo zadej z nekom nekaj delil, ne vem. To je moje mišljenje, ljudje imajo tudi tako mišljenje. Vida Čadonič Špelič in Gregor Macedoni sta predlagala 4 sklepe, tudi tega, da svetniki prejmejo vpogled vloženo tožbo proti družbi Protek Dolenjska. Pa tudi poročilo, kaj je bilo do zdaj na tem narejenega, ker smatrava, da bi se dala ta izvršba preprečiti, to se pravi teh 170 000 evrov. Podžupanja Mojca Špec Potočar tega pa tudi drugih predlaganih sklepov ni dala na glasovanje, zato ji je Čadonič Špeličeva očitala nedemokratično vodenje seje in kršenje poslovnika. Predsedujoča seje odgovarja, da je bilo na vsak sklep, ki ga je podala, tudi obrazložitev in seveda tudi dejstva, ki so pravna in seveda mi kot laiki, občinski svet kot laik, ne more iti čez predloge in pa seveda tudi zahteve odvetnice, ki pelje postopke. Glede vpogleda v tožbo, torej Špec Potočarjeva odgovarja, da je odvetnica odsvetovala vsakršno širjenje informacije. Dodaja pa še, da sta bila 2 od 4 sklepov že uresničena, zato ni bilo potrebe po glasovanju.